Za hitre fotre ima Škoda v ponudbi Kodiaq RS. Če kar takoj rečem, to so avti, ki so na papirju daleč najbolj nesmiselni od vseh. Športni SUV. Pa takoj še ena opaska, ker vsi tako radi rečete tem avtom športni terenci. Kaj pa je to? Športni terenc ali pa celo dirkaški športni terenc, ker ima oznako RS? No, hec na stran, še vedno je to klasičen, zelo uporaben in prostoren SUV, v katerega spravite družino in večino stvari, ki jih na dopustu ne rabite. Za malo bolj konkretno premikanje pa skrbi malo močnejši motor tukaj spredi. Še vedno je dvolitrski štirivaljni, ampak po novem bencinski in to je bila super odločitev. Najprej zaradi mase je 60 kg lažji od težkega dizla, kar se med vožnjo pozna, če je vsa ta masa zbrana tukaj v nosu. Kot drugo, ima tudi nov menjalnik, ki je nekaj kil lažji, DSG, in ta zelo lepo izkoristi navor, ki ga mašina pridela. Lej, še podgana mi je všeč. ...370 Nm, moč je pa 180 kW, torej 245 konjev. Včasih so se s takšnimi zmogljivostmi pohvalili hot hatchi. Pospešek do 100 je 6,5 sekunde, kar nikakor ni slabo. Sicer se ne zdi toliko hiter, kot piše, ampak tukaj gre bolj za takšen občutek, ker je avto velik, udoben in precej lepo zadušen, čeprav se ga tudi sliši. Izpuhi imajo takšne zaključke, ampak od daleč potem vidiš prave cevi. Ja, mi temu pogovorno rečemo fake rory. Večina avtov ima to. Še celo električnim zdaj delajo zaključke, ki izgledajo kot neke velike izpušne cevi, česar sploh ne razumem. Ampak, če bi človek pomislil, da samo štirivaljni dvolitrski motorček v tem RS-u ne more proizvajati nobenega zvoka, se moti. Tukaj lepo brunda, tudi precej glasno, ko avto stoji na mestu in se počasi premika. Potem takole s hitrostjo vse bolj pride do izraza klasično ropotanje štirivaljnika, ki nima več toliko zanimivega zvoka, ampak, kot sem rekel, med počasno vožnjo se pa zdi, kot da se tam vrti nek petvaljnik. Kodiaq RS ni za divjanje, ampak za hitro vožnjo, če si to želite v takšnem velikem družinskem avtu. Inženirji pri Škodi so sicer vrhunsko uglasili vse komponente, ker ne delujejo okorno, čeprav Kodiaq ni majhen. Podvozje se najboljš počutil normal, ko zna čisto udobno blažiti in obenem nimaš občutka, da se boš prevrnil, ko zapelješ v prvi ovink. Tudi zvočna izolacija ni slaba, čeprav, če nočete poslušati tega umetnega brbotanja, date tukaj lepo na komfort in praktično izgine, da je lepo tiho v kabini. Mogoče bo kdo rekel, da je to brez veze, da je bil star dizelski RS boljši, ker je porabil manj goriva. Ja, ampak kaj je potem bistvo tega avta? Da je varčen, ker zato si lahko kupaš katerikoli Kodiaq TDI. Ali pa, da je vsaj malo živaški. No, tukaj je poprečna poraba 9,5 litra, ampak če boste zanj odšteli 51 jurjev, kolikor stane testni, verjetno to ne bo najbolj pomemben strošek, a ne? Ne, pri takem avtu pa res ne smeš več razmišljati o porabi, ne?